Hvala lepa, lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo vložili zahtevo za nujno sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora za okolje in prostor. Predvsem v zadevi, da se resno pogovorimo o staležu zveri v Sloveniji. Zagotovo je potrebno učinkovito in aktivno upravljanje s populacijo divjih zveri, in z tega vidika se mi zdi, da je potrebno tudi stalež divjadi vrniti na leto izpred 30 let, ko govorimo to o staležu divjadi nekje okrog 600 medvedov v Sloveniji. Bila je sprejeta uredba za odstrel 230 medvedov, katera je bila strokovno pripravljena, pripravil jo je Zavod za gozdove in Zavod za varstvo Republike Slovenije z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Na podlagi ekspertize je bil izdan odlok za odvzem medvedov iz okolja. Naj povem, da največ prostoživečih medvedov je ravno na področju Kočevja in pa Notranjske, od kjer tudi sama prihajam, tako da je ta populacija zagotovo vplivala ne samo na delo in kmetovanje kmetov, temveč tudi na občane, na krajane, na prebivalce, kjer enostavno, ko greš v naravo, mogoče povzroča nekoliko nelagodja. Imamo zabeležene tudi kakšne neprijetne stike, kakšno lovljenje in tako naprej z medvedkami, tako da za večje sobivanje zagotovo je potrebno upoštevati odločbo, ki je bila izdana in te osebke izvzeti. Zadnjih 5 let je veliko potekalo razprav, koliko imamo prostoživečih medvedov v Sloveniji. Že pred 5 leti so se številke vrtele okrog 1100. Zdaj, če povzamemo še 5 let dodatno, jih je zagotovo več kot 1200 in se nam zdi prav, da se na sami seji odborov pogovorimo, kako in na kakšen način to stalež divjadi srednjeročno upravljati, se pravi v obdobju 5–10 let, da bo to sobivanje s človekom kar se da najboljše in tudi s področjem kmetijstva. Vemo, da je področje Notranjske praktično v Naturi 2000, da imamo veliko ukrepov, velikokrat omenim, da smo tudi nekakšen rezervat, pa jaz mislim, da za varnost vseh prebivalcev in za razvoj kmetijstva je potrebno tukaj urejanje oziroma upravljanje. Mislim, da je pomemben podatek, ki sem ga zasledila, da razširjena populacija medveda močno vpliva tudi na populacijo risa. Zato, glede na to, da so tukaj tudi snežniški gozdovi, je potrebno skrajno tudi v zaščiti risa pogledati, kaj je s to populacijo, in bi seveda si želela neke dobre razprave, predvsem želimo tudi številke. Ne želimo seveda v prihodnje, da bi prihajalo do kakšnih neljubih dogodkov, pa mogoče tudi kakšen razmislek, kot pred leti že Nova Slovenija dala pobudo, da bi se upravljanje divjih zveri preneslo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Ministrstva za okolje in prostor, ker so tudi strokovnjaki povedali, da mogoče bi bilo pa upravljanje na Ministrstvo za kmetijstvo, če bi bilo prenešeno, boljše.